Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Bojan Kranjc in Hermina Kranjc, kako vaju je pot pripeljala tukaj v terme v Topolšici? Ja, hčerka je izvedela čisto slučajno, da obstaja trepetlika, ki organizira obnovitvene rehabilitacije. Seveda smo poskusili, čeprav nismo člana, da bi pa tudi se mi dva udeležila te obnovitvene rehabilitacije. No, tukaj še povejva, kakšno društvo je to? To je društvo za, mislim, Parkinsonove bolnike. Okay. Pri nas na Koroškem tega nimamo. Kje na Koroškem? Živimo v Kotljah, Ravne na Koroškem. In tudi ostalih rehabilitacij zelo težko dobiš. In vi ste bili zelo presenečeni? Ja, zelo smo bili presenečeni, ker niti nismo člana te trepetlike, da smo sploh bila sprejeta. Da je dobil to rehabilitacijo, ki je pa res nujna za vse te Parkinsonove bolnike. In večina na Koroškem ne ve, da sploh trepetlika obstaja. Slišali smo sicer že prej, da je en časopis trepetlika. A je to naziv trepetlika časopisa? Nismo vedeli, da je to organizacija, samo za časopis smo vedeli, da ga pač je možno dobiti. In kako ste vi kot Parkinsonov bolnik zadovoljen s to obnovitveno rehabilitacijo? Sam sem zelo zadovoljen. Predvsem zato, ker je treba delati vaje, ki ti koristijo za bodoče. Telesne vaje, v telovadnici. Tudi masaže. Ja. Torej telesne vaje, ne? Ja. Imate to skupinske ali imate individualno? Individualne. To pomeni, so prilagojene vašim zmožnostim in potrebam, ne? Potem ste omenili masaže, ne? Tudi masaže, ja. To so delne masaže, ne, verjetno? Ja, refleksna masaža, pa masaža hrbta, hrbtenice, vratu. Kaj vam je pa posebno pri srcu? Kaj vam najbolj pomaga? Verjetno? Te vaje v telovadnici. Kaj pa to druženje? Pa izmenjava izkušenj? Mogoče bi ga jaz povedala. Izvolite. Odlično predavanja smo oba poslušala in jaz sem si tudi dovolj zapisala. Izvedeli smo ogromno stvari. Odlična predavatelja sta bila, obe predavateljici, moram povedati. Seznanili smo se s temi črpalkami, z vsemi raznimi problemi, tudi kako se ljudje celo pomagajo, ne? In to je res vrhunsko, lahko rečem. No, sem opazil na tem predavanju, ko sem fotografiral, da se zelo veliko beleži. To pomeni, da je bilo za vas zelo veliko novega. Ja, vse je bilo novo, vse praktično nimaš nikjer nič kaj za izvedeti. Dobro, mogoče bi res lahko na internetu kaj človek iskal, ampak pred tem že ni časa, ne? Mislim, imaš doma hišo, pa imaš vse, kar je potrebno, okrog hiše, vrt, družina, še vnuki, potem vse obveznosti, ki jih imaš, ne? Mislim, je težko vse usklajevati, zdaj pa še internet zraven. Ker dokler ni bilo tako, bi rekla, akutno to zdravje moža, sem še jaz pisala, pa vodila, mislim, eno igralsko skupino, 18 let, ampak po teh časih, vseh teh letih, zdaj je pa moglo to zamreti. No, vi ste sedaj v vlogi spremljevalke, a ne? Tako. Če ste v vlogi spremljevalke bolnika, to v bistvu plača ministrstvo, ja, ne? Tako. In kako se počutite v tej vlogi spremljevalke svojemu v bistvu možu in pa ko vas v bistvu zdravstvo plača, da skrbite za svojega moža, ko je tako bolan, ne? Ja, sploh ne bi človek mogel verjeti, da je to kaj takega sploh možno, ne?
Zdaj res se zahvaljujem Intrepet-liki in zdravstvu in vsemu, da nam je dalo to možnost, da ima to pa res v redu rehabilitacija. Moram posebej pohvaliti vse fizioterapeutke, vse tudi one maserke, enkratne so, res. Strašno se potrudijo in tudi vidim, da je velik napredek nastal. Čeprav popoldan je potem pa res tista utrujenost, ki po vsaki terapiji navadno pride. Tako da jaz upam, da bomo še kdaj deležni tega. Se bomo pa sigurno kar takoj vpisali tudi v društvo Intrepet-lika v Ljubljano, od tam, kodr smo tudi dobili prve možnosti, da se te rehabilitacije udeležimo. Tako da res 100-krat hvala. No, sedaj, če sem prav seznanjen, je v začetku oktobra tabor v Debelem rtiču. Ja, ste seznanjeni? To sem slišala slučajno na predavanju. No, tako da ti se splača prijaviti in iti, ker tam bodo neke novosti in pa, kako bi rekel, ta začetna uvajanja v spremljanje bolnika, tako z ene kot z druge strani, tako da se bolnik in pa spremljevalka, v tem primeru ste kot žena, lažje razumeta, da prenašata te informacije. Tako da ti ste dobro, če se udeležite. Ja, samo zdaj oktobra je kar malo preveč, zato ker imamo še zdravnike, tisto, ki že dolgo čakaš, in letos verjetno ne, ampak na naslednji tabor pa sigurno, da se bomo prijavili. In kako ste pa zadovoljni s prehrano, potem, tu smo že omenili, fizioterapevtka pa to osebja so res spoštovanja vredni in imajo neverjetno razumevajoč odnos in iz meseca v mesec so boljši. Ja, res so, mislim, jaz nimam nobene pripombe. Res so zelo ustrežljivi, pomagajo, kaj se jem, čistojo vse. Hrana je tudi odlična, moram posebej pohvaliti kuharce. Res dobro kuhajo in tudi osebje je enkratno, res. Mogoče bi bila lahko kopalnica, bi lahko rekla, tista pa res ni prilagojena enemu invalidu, ker nimaš kje se prijeta, stane z WC-ja, zelo ozko je, kabina je premala za enega malo močnejšega mogoče, drugače pa je super vse, lahko rečem. Ja, to sem nekako seznanjen, da so te sobe še nekako v obnavljanju in nastajajo tako opremljene sobe, kot bi bile potrebne. To je vmesna pripomba. Ja. Tudi zabava, na primer, je kar v redu bila, sicer zdaj bo jih verjetno ukinili, ker je že sezona ven. Res, vse je v najlepšem redu. Ok. Kako se boste pa vi, Bojan, najlepše zapomnil tega terapevtskega srečanja oziroma te terapevtske rehabilitacije? Vsekako je koristna, da tudi veseljem grem na te vaje. Mlade fizioterapeutke so spoštljivo do pacientov. In kako se zdaj počutite, recimo, kako je pa z glasom, ali imate kjerkrat malo nižjega, kjerkrat malo višjega? Glas je to, ko gledaš določeno krizo, pri Parkinsonove bolezni. To so trenutki, ki trajajo približno pol ure. In potem mine, tako normalno komuniciraš. Kako ste se pa vi srečal s to boleznijo? Kako ste jo prepoznal? In kako ste jo sprejel? Pa so drugi opazili prej kot sam. Da se rahlo trese, leva roka. Ne stanemo taj pa taj. In je to trajalo 3 leta. Ni bilo tako moteče. Zdaj pa vsak nekaj slabše.
Zdaj smo bili presenečeni na tem predavanju, ko smo imeli iz Maribora ena medicinska sestra, ena iz Ljubljane. Da je možno črpalke, ki je bolj ugodno življenje, da je to granit v Mariboru, pa praktično 20 minut pa. Se odločiš, greš to narediš in je to, kar imajo, so bili zravno. Pacijenti, ki so to že sprejeli, zelo zadovoljni. Ja, sedaj le jemljete še zdravila na kakšen način? Tablete. Tablete? Na 4 ure. To je za sami Menjaje, Parkinsona. Menjaje, 3 tablete, pa 2 tablete, zjutraj pa še prikrit. Okay. Kaj bi za konec še rekli? Da se verjetno še želite, da bi take obnovitvene terapije še naprej trajale, a ne? Ja, upamo res, da bo še drugo leto. Pa tudi mislim, da vsi pacijenti oziroma vsi bolniki s tem Parkinsonom so super ljudje. Sicer se ne družimo vsi na enem kupu, ampak se pa družimo tako počasi. Ja, vsak ima malo specifično obliko obolenja, a ne? In pa če si pa prvič, je pa sploh toliko novega, pa toliko ogromno nekega materijala, snovi, in potem še terapija in potem si poldne že čist Res je. zdelan, ne? Rabiš počitek, ne? Tako. Torej se vidimo zopet naslednje leto, če ne prej. Z veseljem sem, če bomo sprejeti. Jaz upam, da ne bo problema, a ne? In da boste zopet. Koristni so sami stiki med pacijenti. Več, ko se poznamo med sabo boljše. To je bistvo. Ja. Torej, hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam, da ste nas povabili. Malenkost z veseljem.